kategorija tako imenovanega ultralahkega letalstva, ki sem jo že prej omenil, na začetku smo temu pravili alternativno letalstvo, ker je bila alternativa tistemu resnemu in uzakonjenemu letalstvu, se je počasi začela širiti. Veste, mi smo najprej leteli najprej seveda z Majin Skovka, z gore in tako naprej, potem smo dali eno podvozje spodaj, potem smo Trabantov motor, ne vem, če se še kdo spomni avtomobila Trabant, je bil tak majhen dvocilindrski zračno hlajen, smo ga malo predelali, smo mu dali propeler, od zadaj smo lahko letali. To je šlo počasi, se je to razvijalo, in potem smo rekli, nočemo biti več nelegalni, smo začeli delati na zakonodaji in tako naprej, tako da jaz imam tudi kakšen drugačen greh, da sem tudi kakšno letalsko kategorijo pomagal so ustvarjati, ampak potem, veste, je bilo pa to, da smo ugotovili, da je letenje z motornim zmajem sicer super, ker je res krasno, veste, letiste 10 cm na travo, pa pride grmiček nasproti, pa ga preletite, pa greste po reki, veste, tako da izsledite, najlepše letenje z motornim zmajem. Ampak potem smo ugotovili, da je sezona praktično zelo kratka, in da to, tudi če smo si dali kombinezone, poleti je bilo fajn, ampak po zimi pa ne. In smo rekli, to bi bilo treba zapreti, ampak motornega zmaja si ni dalo prav kaj dosti zapreti. In smo rekli, to bi bilo treba narediti tudi z drugim tipom letala, podobnega tistim unim velikim, samo bi ga naredili pač v tej teži, kar pa ni bilo enostavno, ker takrat smo bili že legalni na 450 kg letalo in 2 potnika, tako da je moralo biti to vse zelo lahko. No in pol, ker jaz sem imel to srečo, da takrat je Elan delal dele, kompozitne dele, že iz steklenih vlaken in iz karbona pol kasneje za nemške proizvajalce in sem šel do njih in sem rekel, dajmo mi narediti letalo v ultralahki kategoriji, ki ni motorni zmaj, ampak zgleda kot letalo. In pol so mi malo čudno gledali tam, seveda oni so izhajali iz drugega sveta, in sem rekel, imamo motorček, dajmo z majhnim motorjem to narediti, da bomo v teži. Pol so rekli, ja, to bi sicer šlo, ampak, in je bilo pol seveda toliko ampak. Ampak na koncu, pol smo vseeno z raznimi ovinki, dosegli, da smo bili v teži in smo v 450 kg na osnovi jadralnega letala, ki smo mu dali od spredi motor, naredili ultralahko letalno napravo, ki je izgledala kot letalo, je imela kabino zaprto in bi lahko leteli čez celo zimo. In potem, ko smo videli, da ta zadeva bi nekako funkcionirala, v Friedrichshafnu je vsako leto aprila meseca največji sejem teh malih letal, in smo mi to, takrat smo imeli sam še trup in polovico krila, in smo naredili mi en tak billboard, tam v zadnjem trenutku smo neki štand dobili in smo napisali pač, da bo letelo 200 na uro, da sta 450 kg, da pelje 2 potnika, da poleti na 100 metrih in tako naprej. Mi smo na sejmu dobili 65 naročil za avansi po 1000 mark, 5000 mark, tudi 10 000 mark in s tistim denarjem smo mi dokončali razvoj. Niti v zraku še nismo bili, ampak je bila zadeva toliko revolucionarna, toliko drugačna, da so vsi rekli, to bi pa mi imeli. In pol je prišel k meni tukaj en profesor, že pokojni, ki je bil tudi pilot, iz strojne fakultete in je rekel, pa zakaj ti farbaš ljudi? So mi pravili, kaj je bilo v Friedrichshafnu. Jaz sem rekel, sem nič na farm. Je rekel, jaz se predavam aerodinamiko že zelo dolgo, je rekel, ma to, kar ti zdaj govoriš, se ne more zgoditi. Ni možno. Ne samo to, da ni bilo možno. Mi smo tega naredili 2300 komadov sinusa, tako imenovanega. Veste, še danes se proizvaja. To je letalo, ki s 300 litri leti iz Čila do
do velikonočnih otokov 4600 km s 300 litri goriva. To je znanstvena fantastika za vse cestne moje konkurente in tako naprej. Imajo problem, da pridejo na 5000 metrov, mi na Tibetu, kitajska vojska poleta skoraj na 5000 metrih in nadzira kitajsko mejo na 11000 metrih, tam, kjer leti potniška aviacija. Toliko napredno je bilo to letalo in je še vedno, bom rekel. Ne. A veste, to je tisto, kar je potem potegnilo tudi druge proizvajalce in takrat smo mi že začeli postajati standard za druge, ne, da so rekli, aha, zdaj pa ultralahko letalstvo je res uporabno, ker lahko letimo celo leto. Veste, kruta realnost Pipistrela je bila vedno ta, da nismo imeli dovolj denarja, niti za zadeve zaščititi. Mi nismo nikoli patentov imeli, ker enostavno nismo imeli denarja za to. Ampak smo hoteli biti toliko hitri in iti na trg, da se je to vedelo, da je bil naš produkt in da vsi, ki so prišli bolj za nami s podobno stvarjo, se je vedelo, da so kopije. In to nas je največkrat rešilo. Veste, še danes ljudje dostikrat rečejo, daj mi Nokio, ne, ker je bila ta prva, ne, ali pa daj mi Gedore ključ, ne. In to se je začelo pojavljati tudi v letalstvu, ne, a veš, Pipistrel leti, ne, pa čeprav je bilo nekaj drugega, ne. In to je tisto, kar je nadomestilo to, da nismo zdaj ščitili. Mi dejansko jih nismo nikdar ščitili. So bile pa kakšne rešitve toliko enostavne, da še danes jih ljudje ne razumejo in ne kopirajo, ker mislijo, da ne vplivajo, a veste. Naše letalo je tako učinkovito zaradi par, bom rekel, tudi aerodinamičnih rešitev ali pa rešitev na komandah, ki toliko izboljšajo vzgon in zmanjšajo upor, ne, da lahko pol tako letijo, da se ljudje sploh ne pomislijo, da je lahko keč tam. Ne. Tako da malo smo imeli tudi srečo, no, tu moram priznati, da niso takoj pogruntali vsega. Da smo šli takrat v Sinusa, ne, da smo v ultralahko kategorijo pripeljali letalo, bom rekel, je bila sigurno pomembna, ne, ker je pomenila zelo veliko prelomnico v letalstvu. To, da smo šli v električne pogone sigurno, ne. To, da sem danes tukaj, ne, je verjetno vzrok tudi na odločitvi, da sem vedno razpršil tveganje, kolikor se je dalo, da nismo bili odvisni od problemov na trgu. A veste, jaz sem takoj štartal na ves svet in če je bila vojna nekje, če je bila kriza nekje, se nam to ni poznalo, ker smo imeli prodajo na drugih koncih sveta. Jaz sem imel vedno težavo, ko se je bilo treba, ne vem, za kredit ali za karkoli, je banka prišla k meni in je rekla, napiši mi 5 najboljših trgov, ker jih nisem imel. A veste, so bili več ali manj vsi uravnovešeni. Jaz sem vedno gledal tako, da imamo mi prodajo uravnovešeno južno poloblo pa severno poloblo, da nismo imeli sezonskih nihanj, da nismo imeli različne modele, od jadralnih letal, motornih letal, šolskih letal in tako naprej. In če nekje, ne vem, se je spremenila zakonodaja, a veste, smo še vedno lahko prodajali drugi tip letala. Tako da to, da sem danes tukaj, kar ste rekel, je verjetno posledica tudi tega, ne samo, bom rekel, tehničnih odločitev, ampak predvsem komercialnih odločitev. O tej prodaji večinskega deleža Pipistrela se je veliko govorilo, ne. Morda kakšna informacija, ki ni tako prav javna, je ta, da mi smo se kar dolgo pogajali za to, ne. Mislim, zakaj smo sploh se odločili za prodajo? A veste, tisto, kar je največji doprinos letalstvu in kar je Pipistrel naredil, ne, je bil tudi največji strel v koleno Pipistrela. Veste, pred 6 leti je prišel do nas Uber in so rekli, mi bomo delali teče taksije, zato, da bo lahko po 1000, 2000 taksijev naenkrat nad Londonom, New Yorkom in tako naprej,
morajo biti električni, morajo biti tihi, ne smejo osneževati in tako naprej. Vi ste največ letal v zgodovini letalstva električnih naredili, imate največ izkušenj in vas bomo poleg 3 drugih, Embraerja, brazilskega proizvajalca letal, Aurore, ki je Boeing, in pa Bell helikopterja, ki dela helikopterje, vas bomo izbrali za enega od 4, ki boste razvili to. In smo rekli, v redu, ok, in takrat je bila blazna euforija, veste, Siemens je rekel, čez 2 leti bomo mi certificirali električni motor, ker brez certifikacije ne smeste voziti potnikov nad naseljenimi področji, Airbus je rekel, 3 leti bomo imeli šolsko letalo in tako naprej, in vsi so blazno dosti pričakovali od teh letečih taksijev. In potem so minile 2 leti, Siemens ni naredil nič, so minile 3 leta, Airbus ni naredil nič in potem je ta euforija začela upadati in je praktično leteči taksi niso zanimali skoraj nobenega. Mi smo za Bell helikopter sicer razvijali baterijo, ker za baterije smo res, bom rekel, prvi na svetu, najprej Pipistrel, pol Dolgonič, pol Bok in pol vse ti drugi. Toliko smo dejansko na baterijah naprej. In potem se je enega lepega dne pojavila tista informacija, ki sem že prej rekel, da je Evropska agencija rekla, Pipistrel je pa certificiral električne pogone in električno letalo. In čez noč so vsi tisti, ki so čakali, ali pa so rekli, ali pa ne vem, so to dali, bom rekel, malo v predale, so rekli, zdaj pa prilika. Ne? In tudi avtomobilisti, Hyundai, Mercedes, Toyota, vsi so začeli vlagati milijarde v leteče taksije. Jaz sem imel pa 40 milijonov letnega prometa. In sem vedel, da mene ne bo več čez leto 2, zaradi tega, ker enostavno ne bom mogel več tem konkurirati. In mi ni duša dala in se mi ni zdelo pošteno, da bi svojim zaposlenim, ki so verjeli vame toliko časa, da bi blagovno znamko, ki sem jo gradil 30 let, da bi delovna mesta, da bi vizija, ki smo imeli za naprej, da bi šla v nič. In sem rekel, dajmo se trezno razmišljati in dobimo partnerja, ki bo verjel v to, kar delamo in da bo šla zgodba naprej. Textron je lastnik Bella in ker smo to delali, smo rekli, lejte, Textron je 90 let na trgu. Je izdelal in certificiral največ letal, več letal kot vsi drugi na svetu. Imajo Cessno, imajo Bell helikopter, imajo Beechcraft in vse, nimajo pa inovativnega brezemisijskega programa, kar jih je zanimalo. In smo se pogajali 6 mesecev o tem, kaj bodo obljubili, ne za koliko se bomo prodali. Moji pogoji so bili, da ostane vse v Sloveniji, da ostanejo vsi zaposleni, da ostane blagovna znamka, da grejo vsi moji programi naprej in da se zgodba nadaljuje pod drugim lastnikom, ampak za letalstvo, za zgodovino in za zaposlene, da se ne spremeni nič. Pol smo se začeli pogovarjati šele o ceni. In ko smo se to zmenili, pol in smo se prodali, zdaj je moja naloga, če odgovorim na vprašanje, je moja naloga to, da spremljam to, kar sem prej delal, kar so oni obljubili in delajo in ne samo, da izpolnjujejo obljube, ampak še več, letos Textron investira 15 milijonov samo v razvoj tega drona 300-kilskega poleta navpično in tako naprej. Nimam več tistih dnevnih logističnih izzivov in tako naprej, ampak če me vprašate, kaj je drugače, s Pipistrelom je drugače to, da je postal del korporacije, ki mu omogoča dolgoročno preživetje, omogoča preživetje blagovni znamki, socialno varnost ljudem in smer v letalstvu, da gre naprej, ki bi drugače zamrla. Ni bila lahka odločitev, verjemite mi, ampak je bila edina racionalna. In zdaj vam povem, da če ne bi tega naredili, eno leto, zdaj bo aprila eno leto, verjetno bi Pipistrel imel zelo velike težave, da bi bil še na trgu. Mi imamo zdaj
dobro, zdaj določeni so že šli naprej, ampak mi delamo eno letalo na delovni dan, samo toliko, da veste, recimo, kakšno proizvodnjo ima Pipistrel. Če greste v Italijo, kjer je proizvodnja, ne, vidite 60-70 letal v liniji, je res impresivno za videti. 50 letal električnih stoji že pol leta, še več, zaradi dveh čipov, ki manjkata. A veste, ima 50 letal, to je 10 milijonov. Ne? Jaz si ne bi mogel tega privoščiti. Ne? In to je tista stabilnost, ki jo da, bom rekel, ena taka mednarodna korporacija, ki tudi, če ima težave, da ne more prodajati svojih velikih proizvodov, zdaj, ne vem, Rusijo, Belorusijo in tako naprej, ampak pokriva v svet. Ne? In mislim, da je bila to ena od najpomembnejših mojih odločitev v letalski karieri. Ne? Jaz sem imel polno drugih odločitev, ne vem, koliko veste, sem delal polno stvari v življenju, pa tudi letalstvo ni za zadnja, ki jo bom delal. Sem pač oven, se veste, ne? Dolge luči, cel čas, ne, ali gorijo zadnje, te ne briga, ne? Ampak, ja, ta je bila težka odločitev, ampak pomembna. Ja, zdaj veste, zdaj sem malo v drugačni poziciji, ne, prej sem vsako jutro, ko sem vstajam tudi zelo zgodaj, sem najprej seveda pogledal maile, kje so problemi po svetu, ne, in druga stvar je bila, koliko denarja bom danes rabil za to, da bom šel v jutri, ne. Zdaj pa obratno, zdaj sem pa jaz banka, ne, in prihajajo drugi do mene, tudi s takimi, bom rekel, idejami ali pa v takih oblikah velikosti, kot sem bil jaz nekoč na začetku, in to, da lahko drugim zdaj, bom rekel, da se malo vrnem v tisti čas in lahko kakšnemu pomagam, ker vidim, da bi lahko bistveno hitreje rastel, pa vem, da če gre na banko, da ne bo prišel dlje od predpražnika, ne, to me zelo motivira, ne, tako da polno je tega, pustimo te koloseje, pa to, ste verjetno brali, ker bolj tako, da ohranjamo vrednost, ne, ampak to, kar pa se dogaja na tem mikronivoju, ne, to je pa tak užitek, vam povem, tako uživam vsak dan, da to ni res, ne, a veste. Ker toliko je nekih idej, toliko je nekih priložnosti še na svetu, ne, ko človek misli, da je vse, jaz sem dostikrat rekel, ne, dokler nisem bil zdaj v tej poziciji, da sem zelo žalosten, ker sem bil majhen, ne, sem hodil James Bonda gledati, kam bo šla tehnologija, ne, da sem videl, kje bo čez 30 let, ne, in sem rekel, da sem zelo žalosten, ker so mi ukradli James Bonda, ker danes je že vse narejeno, vse res. Pa ni, a veste, koliko je takih stvari, ki jih še, ne vem, razvijamo, ki jih potrebujemo in tako naprej. In zdaj prihajajo k meni startupi, a veste, s takimi idejami, da kar tako, a veste, dobim take oči, da se mi podočnjaki sploh ne vidijo več, ne. Tako da je res, ne, in to je tisto, kar me zdaj, recimo ena od stvari je, ne, ki ste že to omenila, veste, jaz sem nažalost zelo dosti potoval in v določenih delih po svetu je proizvodnja hrane zelo velik problem, ki ga mi tukaj ne občutimo. Mi imamo tukaj zaenkrat še redne padavine, ne, čeprav, veste, če se ozračje segreva, sprejme vedno več vlage pomeni vedno več energije, to pomeni, da bojo padavine vedno bolj intenzivne v kratkem obdobju, da bojo imeli poplave in potem dolga obdobja suše. To nas čaka, to brez debate. Ampak če greste vi v neki Singapur, da greste vi nekam, ne vem, v neki Borneo, da greste neki Hong Kong in tako naprej, vi ne vidite trave, ne, otroci tam sploh ne vejo, kako trava zgleda, razen v mestnem parku, ne. In potem rečete, ja, bomo mi proizvajali, gojili, ne vem, krmo za govedo. Pozabite, ker tega ni več in tega bo vedno manj. Prehraniti bo pa treba vedno več človeštva, ne. In zato je to, kar sem tudi že javno povedal, ne, pa so mediji napačno povzeli, ne, mi ne delamo zdaj na razvoju umetnega mesa, niti slučajno, to ni umetno meso, ne. To je naravno meso, vendar je proizvedeno v inkubatorju iz naravnih izvornih celic od živali. Vi vzamete eno živo celico od živali in v inkubatorju raste tako kot na kravi. Ne?
in dobite kos mesa. Razlika je samo kje, da zaradi tega ne rabite uničevati dobrih kmetijskih površin, krave z svojim prežvekovanjem in prdenjem po domače ne proizvajajo toplogrednih plinov, ki uničujejo atmosfero, ne gojimo živali zato, da bi jih ubijali, to se pravi, je humano in tako naprej. Izzivov je polno, ampak v vsakem hlevu, kjer je zdaj govedo, je lahko jutri postrojenje inkubatorjev, kjer se bo na enak način gojilo meso. V tem trenutku, ja, so izzivi, ker krava ali pa, ne vem, tudi piščanci v svojem času rasti dobijo približno 40 različnih antibiotikov, antidepresivov in tako naprej, da se ne potolčijo in tako naprej. In zaradi tega je meso iz inkubatorja seveda bolj občutljivo na vsako, ne vem, okužbo in tako naprej, prej propade, bo treba rešiti marsikakšen izziv, ampak ena od rešitev za pridelavo hrane brez kmetijskih površin je proizvodnja mesa iz živalskih izvornih celic, pa ne samo zaradi proizvodnje mesa, ampak tudi, ne vem, nadomestne organe in tako naprej. To je en tak lušken startup, na katerem delam, in tudi, če vem, da je ljudem morda mogoče to zdaj malo tuje ali pa to malo čudno sprejemajo, sem prepričan, da v bodoče bo to popolnoma normalno, ker bo edini način za preživetje. In da lahko potem pričakujemo prve zrezke? Prve zrezke se praktično že dobi, se ne vem, koliko ste spremljali, recimo Bill Gates je dal 20 milijard pred časom v ta razvoj. Jaz si ne morem tega privoščiti, ampak mi smo tudi v letalstvu z manj denarja naredili več kot kakšni te veliki. Jaz mislim, da poizkusna proizvodnja bo že letos, je pa res, da to ne bo ekonomsko upravičeno, ker je to pač laboratorijska proizvodnja. Je pa res, da zato, da vi zrezek pojeste, moramo zrezek iz inkubatorja pripeljati do gostilne ali pa do vas domov. In tisti čas, je, čeprav je kratek, je morda že dovolj dolg, da meso propade. Tako da bo treba najti načine transporta, bo treba najti načine tega, da bomo drugače dojemali hrano, da ne bomo imeli, bom rekel, več v hladilniku lahko mesa ali pa v skrini za pol leta, tako kot smo morali v glavi premeniti, da električni avto malo drugače funkcionira kot bencinski, tako bomo tudi tukaj sprejeli pač drugačnosti in jutri bo to postalo standard, sem prepričan.